Z Generali in Vzajemno natočite 90 litrov goriva brezplačno. Izjemna priložnost za vse lastnike avtomobilov, ki še niste dopolnilno zavarovani pri Vzajemni. Generali in Vzajemna, to je res paket za imet. Jubilejno 10. ocenjevanje poslovnega avta leta se je začelo. Zbrana ekipa menedžerjev si je v Ljubljani najprej ogledala pločevinaste lepotce in jih testirala že na poti čez Tuhinjsko dolino. Končni cilj? Center varne vožnje Vransko. Letošnji jagodni izbor poslovnih avtomobilov: Audi A6, BMW serije 5 in X5, Maserati Ghibli in Mercedes-Benz razreda S. Poslovna vozila je tokrat ocenjevala 7 uglednih menedžerjev. Matej Zavrl, glavni direktor Goodyear Dunlop Sava Tires. Andrej Šega, vodja avtomobilskih zavarovanj pri zavarovalnici Generali. Franci Pliberšek, direktor in lastnik MIG Celje. Tadej Jurca iz Unicredit banke. Aleš Merkač, prav tako iz Unicredit banke. Andrej Tavčar iz IBM in Klemen Štular iz Tigrisa. Najprej je bilo na vrsti seznanjanje voznikov z vozilom. In zdaj nas lahko spustite gas in bi moglo, ko bo vozilo zapeljalo pred vozilo, bo ta avtomatsko začel zavirati. Zato je, ker pač ima odspredje radar in zaznava vozilo. Tadej Jurca je takoj na začetku poti bolj pritisnil na plin. Je preverjal, kakšno moč ima Audi A6. Da se dobi občutek, koliko hiter avto potegne, ko se vključuješ v promet, in avto je res fascinanten. Pri tem mogočnem menedžerskem vozilu ga je nekaj zelo presenetilo. Je v bistvu toliko ene tehnike, da bi rabil še kar par kilometrov, da sem sploh približno navadil, kaj vse pomeni. Se pravi, da bi se kar usedel v avto in ga vozil, je super, ampak če bi hotel vso to tehniko, ki jo avto nudi, uporabljati, je pa rabiš kar nekaj časa, da vse to spoznaš. Drugače ima avto super, res udoben, hkrati pa vodljiv, tak, da omogoča tudi športno vožnjo. Res se lepo pelje. Med vožnjo s Francijem Pliberškom smo spoznali, da izjemno dobro pozna vozila nemške izdelave. Če ti všeč Mercedes, jaz sem imel prej tudi, bom rekel, 2 Mercedesa prej. V bistvu vedno kupiš obliko. En mi všeč Audi super, en BMW. Je pa res, so to 3 avte, ki so v Evropi najbolj, pol pa pridejo vsi ostali. Pa vendar, kaj ga pri avtomobilu prepriča? Kaj prepriča? Avto mora biti uporaben in da dobre oblike, da se komod počutiš noter, da si varen, to so zadeve. Zdaj, eni so pač ljubitelji, bom rekel, enih znam, drugih. Predvsem je pa važno, da se počutiš varno, da si hiter, pa spočit prideš na cilj. Očitno pa ostaja zvest znamki, ki jo vozi. Dobrih 15 let vozim Mercedese, prej sem vozil Opel, Calibro. Jaz mislim, da so vsi avtoji dobri, ampak načeloma verjetno bom ostal pri znamki, ki jo vozim. Značilnosti vozila, ki prepričajo Andreja Tavčarja iz IBM so? Pri avtomobilih sem kar precej zahteven, tako da mora združevati en kup lastnosti. Od tega, da je udoben, varen, pa tudi do določene mere športen, oziroma da se da lepo peljati. Pravi, da rad vozi zmerno hitro, pa si bo dal duška tudi na Vranskem. Boste videli? Med vožnjo čez Tuhinjsko dolino, polno ovinkov, nam je Klemen Štular zaupal, katera vozila je že preizkusil na poti iz Ljubljane. Najprej sem vozil Mercedesa S, potem pa Maseratija, zdaj ta tretji BMW. In zaenkrat je Maserati pustil največji vtis, ki ga bo verjetno čez dan težko prestiži, zato je tako specifičen avto. Po mojem je razred zase, zelo športen, zelo driver's car, za užitek, čisti užitek. V pričakovanju testiranja menedžerskih lepotcev pa? Ja, menda bodo nekam presenečenja. Začel se je čisti užitek. Grmenje z Maseratijem se je začelo že na poti. Kaj nas vse čakam, smo se spraševali. 380 konjskih moči da svojo, nimaš kaj.
sediva v 3-litrskem Maserati Ghibliju, 4-kolesni pogon, agregat 2.6, 412 konjev. Pogon deluje na principu zadnjega prenosa na sprednji. Na Vranskem se je začelo zares. Menedžerji so se soočili s prvim izzivom, premagovanjem 2 ton pločevine na drseči podlagi. Najprej osnovna navodila. Zgrajanje z različnih podlag, se pravi ta bela podlaga. To je v bistvu epoksi premasine nekje 30% oprema. To poznamo dobro, to je primerljivo s cesto, nekje je zglajen asfalt. Svetleči asfalt, mečkan porosi, dež, se voda zvečka spraha z gladko zoljem, je to. Potem drugi del je pa dober oprem, se pravi suha podlaga, asfaltna površina in nam nudi nekje 90% oprema. Vi boste vse te avtomobile sprobali v tem ovinku oziroma v krogu. Vsak bo naredil nekje 2 kroga po tej gladki podlagi, mešani podlagi, 2 kroga po asfaltni površini, levo, desno in boste lahko mečkan sprobali same pogone in pa sprobali. Po preizkusu pa, kdo so njihovi favoriti? Ja, malo že imam nagledano, približno imam v glavi, kateri mi je bil trenutno najboljši in najbolj odziv na cesti, tako da malo že imam v glavi, ne. Mogoče, ja. Ja, je eden mečkan v prednosti. Ja, iščemo kompromis, po mojem, ne. Poslovni avto mora biti, ne vem, udoben, hiter, fajn za voziti in ta kompromis bo zmagal, ne. Če bi šli pa samo po eni izmed teh karakteristik, bi bili pa različni zmagovalci, po mojem. Mislim, da avti so vsi dobri, ne? Je pa res, da se moraš za enega odločiti in to so pač avti, v katerem se najbolj varno počutiš in najbolj udobno in ki ob nepravilnosti pravilno odreagira. Druženje je vedno dobro, ker se srečamo med sabo direktorji, spoznamo, malo vidimo, malo sprobamo različne avtomobile v eni uri po 5 različnih avtomobilov in to mislim, da je kar nekaj moče malo pozabiš skrbi, ki so skozi v adrenalinu. Adrenalin je rastel, prav tako hitrost in tekmovalnost med menedžerji. Vožnja z električnim BMW-jem i8 je pokazala, da so menedžerji potrebovali kar nekaj privajanja na športnega hibrida. Razlike včasih so bile med menedžerji velike, zmagal je Andrej Tavčar. Del poligona je prevozil v manj kot minuti. Odlično, avto je narejen za hitrost in tukaj na poligonu se je z njim varno igrati, tako da je samo užitek. Kako je peljati takšnega BMW-jevega lepotca? Ekskluzivno. To je siguran, zato ker je to tehnologija, ki jo ne probaš vsak dan, zato sem ga tudi precej z rezervo peljal se na času vid, ampak je pa užitek, no. Ampak pol tudi na konci malo, iskreno rečen, malo težje iti ven, ampak to občutki so pa ta pravi, ki se pelje nekaj novega, no. Preizkusili so tudi najbolj varčno vozilo na svetu ta hip, maloserijski Volkswagen XL1, ki je menedžerje navdušil. Zelo zanimiva izkušnja, vsekakor pa en nov trend, s katerim bomo vsi živeli prej ali slej. Torej ne samo avtomobilska industrija, ampak tudi sicer mislim, da neka eko-varčna način življenja bo prej ali slej standard. Rezultate testiranja so menedžerji zlili na papir. Primerjali so ceno vozila s tem, kar ti pločevinasti junaki zmorejo in jih razvrstili z ocenami od 1 do 5. Le kateri od pločevinastih velikanov jih je prepričal, kdo bo torej letošnji poslovni avto leta.